Dragi prijatelji, dober dan. Prihajam iz podeželja in se ukvarjam s kmetijstvom, kjer so pridne roke, znanje, skromnost in umetnost predpogoji za obstoj. V tem okolju bolj kot kjerkoli razumemo načelo zdrave kmečke pameti, s katero običajno opletajo tisti, ki bi jo najbolj potrebovali. Na deželi ne moremo preživeti od namišljenega dežja, niti od indicev, ali bo krava povrgla tele ali ne. Štejejo dejanja, šteje delo in nazadnje poštenost do narave, do sočloveka. Čeprav smo kmetje po naravi grčavi, imamo sočutno dušo in blago srce. Težko razumem, kako človek po nedolžno obsojen lahko prenaša v zaporu vsako uro posebej. Ali ni to tudi za jekleno osebnost ponižanje, občutek nemoči, preveliko breme, prav tako fizično in psihično? Vse kaže, da je namen tudi tak. Ne vem, kateri dan te stvari prestaja v zaporu edini politični zapornik v Evropi, Janez Janša. V nekem tujem mediju sem zasledil ugotovitev, da Janez Janša bije bitko s pravosodjem že dolgih 30 let. Kot vse kaže, jo bo še dolgo. V naši državi se je oblikovala ena vzporedna oblast, pravosodje. Če na politično oblast ljudstvo vsaj navidezno lahko vpliva na volitvah, na pravosodje ljudstvo nima nobenega vpliva in nobene moči. Da je paradoks še večji, to isto pravosodje sprejema usodne in neprizivne odločitve prav v imenu ljudstva, torej v mojem in tvojem imenu. Pravosodje se je zaprlo v zelo homogeno družbo, samo sebi zadostno, ki ne trpi nobenih vplivov, nobenih preverjanj in nobene kritike. Vse zavito v celofan strokovnosti. Vendar pozabljamo, da je celofan prosojen, da je skozi mogoče videti vse obrise notranjega delovanja in tudi popkovino, ki še vedno črpa kri iz prejšnjega sistema. Naloga tega sistema je ohraniti zaprtost in nedotakljivost. Nehote delamo krivico vsem tistim sodnikom, pravosodnim delavcem, ki delajo pošteno in so samo organizacijsko del tega sistema. Vendar me čudi, da le redki zmorejo dvigniti glas in povedati svoje mnenje. Edini pravi kritik s težo in edini politik, ki je sposoben spremeniti ta sistem, je Janez Janša. Zato ga ta isti sistem obravnava kot grožnjo številka 1. Janša! 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 In prav nad njim uveljavlja svojo moč in skuša na vse načine dokazati svojo nedotakljivost in premoč. To me skrbi. Ne samo zaradi Janeza Janše, temveč tudi zaradi samega sebe in tudi zaradi tebe. Na tak način, kot je bil procesiran in obsojen on, sem lahko jutri tudi jaz in ti. Kako za vraga se lahko braniš, če ne veš, kaj ti očitajo? Zato moramo družno dvigniti glas proti takemu početju. Za našo domovino so predniki dajali življenja. Na Primorskem že davno pred uradno komunistično priznano vstajo. Za domovino smo pripravljeni žrtvovati vse, kar premoremo, za tako državo pa ne. Dragi Janez, verjamem, da si močan, zdrži in dokaži, da si zmagovalec. Prej ali slej bo pravici zadoščeno in boš oproščen vseh sumov. Naj bo ta tvoja kalvarija nepotreben davek na poti do naše boljše države in prijazne domovine. Tebi in tvoji družini je namenjena naša neomajna podpora, ker nam ni vseeno. Za Janeza Janšo, svoboda Janezu Janši, svoboda Tonetu Krkoviču in svoboda naši dragi Sloveniji. Hvala lepa.